Dobro jutro. Če nas je naš petkov gost naučil, da je potreben ob teh časih zmeren optimizem, vam lahko rečem, da ob tem vremenu ga vlečem iz petnih žil. Ampak vendarle verjamem v to, da je potrebno ohraniti dobro voljo, predvsem pa pogled naprej in pogled na to, kako bomo lahko po vsem tem, ko mine, in upamo, da mine čim prej, zaživeli na drugačen, pa vendarle pravi način. Z nami danes Nevenka Črešnar-Pergar, NP Consulting, in Simon Bračun, Kavčič Bračun in partnerji. Govorili pa bomo o ukrepih, ki so bili že sprejeti in ki še bodo, in seveda, kaj je pomembno za to, da bomo lahko lažje gospodarstvo spet postavili na noge oziroma ga oživili in ohranili tako, kot je. Torej, Nevenka in Simon, dobro jutro. Kar nekaj vprašanj za vaju imam seveda pripravljenih jaz in verjamem, da tudi naši gledalci in poslušalci bodo zastavljali vprašanja. Tako da, Nevenka, dobrodošla in najprej najlepša hvala, ker si tudi v imenu MČM-a kot predsedujoča komisiji za spodbujanje investicij sodelovala pri razpravi, kako in katere ukrepe potrebujemo. Zato bi se morda najprej navezala prav na to in te vprašala, kaj je bilo tisto ključno, kar si želela poudariti na razpravi z vlado in skupino gospoda Rahovnika? Najprej dobro jutro vsem poslušalcem, vsem MČM-ovcem. Upam, da vas to vreme vseeno ne spravlja preveč v slabo voljo. Tudi dobre strani so slabega vremena, recimo, itak moramo biti doma, nas saj ne vleče ven. Torej, MČM, ne samo Komisija za spodbujanje investicij, ampak tudi Komisija za finance, smo se aktivno vključili v spremljanje ukrepov, ki jih sprejema vlada, in pa v pripravo raznih predlogov za izboljšanje ukrepov oziroma sploh pripravo predlogov, kam naj ti ukrepi gredo. Če govorimo o prvem sklopu ukrepov oziroma prvem mega korona zakonu, smo nanj pripravili kar nekaj pripomb. Smo sicer pohvalili vlado za hiter sprejem prvega sklopa ukrepov, smo tudi ocenili, da so ukrepi primerni, da primerno naslavljajo težave, s katerimi se srečuje ne samo prebivalstvo, ampak tudi gospodarstvo. Smo pa bili hkrati mnenja, da so morda ti ukrepi v nekaterih pogledih pretogi in da so potrebni določenih sprememb. Hkrati smo predlagali nekaj zelo konkretnih sprememb na prvi korona zakon, če ga tako imenujem, prvi mega zakon. Recimo predlagali smo, kar čutijo naša podjetja, recimo naši člani, da je premajhna oziroma da zakon ne omogoča fleksibilnosti delavcev. Recimo, neko podjetje v skupini deluje uspešno, drugo podjetje so ga pa morda zaprli, pa bi bilo koristno te delavce za ta čas prestaviti v podjetje, ki deluje, in ta naš predlog je zdaj v pripravah za spremembo prvega korona zakona. Prav tako smo ocenjevali, da nekatere omejitve pri podeljevanju različnih bonitet, ki jih pač zakon predvideva, so take, da si podjetja enostavno ne bodo upala zaprositi za pomoč in bojo raje odpuščala delavce, kar bi seveda bilo zelo, zelo narobe. Še nekaj drugih predlogov in mislim, da je vlada našim predlogom tudi prisluhnila. Pinka, hvala lepa. Bomo še kasneje nekaj konkretnih stvari. Zdaj pa k tebi, Simon. Rada bi te vprašala, zelo ste morali prilagoditi svoje delo, seveda smo najprej vsi čakali, kakšni bodo ukrepi, zdaj pa seveda se morajo nekako te ukrepi že začeti poznati. Vprašala bi te, kako podjetja vidijo ukrepe, predvsem pa katere težave imajo in izzive ob teh, seveda tudi kar se tiče rokov, kar se tiče birokratskih ovir za prositev za kakršnokoli pomoč. Skratka, tvoj pogled s terena, kaj je tisto, kar najbolj bremeni ta hip podjetja? Simon, morda samo še mikrofonček, mislim, da tako. Takole bo lažje, ja. Lep pozdrav tudi z moje strani. Seveda so tudi za nas pravnike to zelo zanimivi časi. Pravniki smo sicer navajeni, da naša pravila nastajajo skozi daljše obdobje. Zakoni, predpisi so vedno odraz stanja razvoja neke družbe.
vrednot, ki jih imate družba. Zdaj pa smo kar naenkrat prišli v situacijo, kjer je potrebno v zelo kratkem času sprejeti zelo učinkovita pravila, predpise, ki posegajo tako na našo zasebno raven, kot pa predvsem tudi v poslovni svet. Tako da zadeva vsekakor ni za zakonodajalca in pa za izvršno oblast ni enostavna. Pri tem je seveda vsem pravnikom jasno, da kljub temu, da so ti ukrepi nujno potrebni, tako za zdravje ljudi kot za normalno funkcioniranje gospodarstva, pa je potrebno pri tem vseeno paziti na spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin in vseh drugih elementov, ki so nujni pri opravljanju zakonodajne funkcije. Tako da z tega vidika je seveda zadeva z pravnega stališča dosti zahtevna. Zdaj, kar se tiče ukrepov, tudi mi ugotavljamo, da so bili ukrepi sicer sprejeti sorazmerno hitro, tudi glede na ostale države, ki se soočajo s temi težavami. Seveda se pa, kar je tudi običajno, pojavljajo določene težave in pa izzivi, ki jih imajo stranke pri uveljavljanju teh ukrepov. Zdaj, če mogoče po sklopih malo predstavim, kar nekaj težav se je pojavljalo pri uveljavljanju bonitet z delovnopravnega področja. Dodatno zmedo so morda povzročile tudi nekatera pojasnila, nekatera tolmačenja, ki niso bila povsem skladna s predpisi. Se je pa pokazalo, da pri sprejetju tako imenovanega mega zakona je bilo kar nekaj teh nejasnosti odpravljenih. No, kljub vsemu se strinjam z mojo sogovornico, kar nekaj je seveda ukrepov, ki bi jih bilo smiselno upoštevati pri novem sprejemu, tudi z delovnopravnega področja. Zdaj, poleg delovnopravnega, eno izmed bistvenih področij so vsekakor najemnine, se pravi najemna razmerja. Mislim, da so redke stranke, ki nimajo težav s tem, kako pristopiti do najemodajalcev. Država je po eni strani zaščitila tiste najemodajalce, ki so nepremičnine pridobili na podlagi posojil, seveda z odlogom teh kreditov. Na drugi strani pa povsem pozablja na najemnike, ki so zdaj prepuščeni nekako sporazumnemu dogovarjanju z najemodajalci. Velik izziv predstavlja nedelovanje sodišč oziroma delovanje zgolj na nujnih zadevah. Pojavljajo pa se tudi vprašanja, kako bodo mikro in pa majhna podjetja lahko pristopila k izpolnjevanju pogojev za odlog kreditov. Tako da to so nekako, bi rekel, ti ukrepi, ki pa so vsi večinoma namenjeni likvidnosti, zagotavljanju likvidnosti podjetij, kar mislim, da je tudi sicer na generalni ravni največja težava podjetij v tem trenutku. Seveda, po teh prvih ukrepih in po sprostitvi ukrepov, ki jih je država namenila zagotavljanju preprečevanja širjenja bolezni in odpravi posledic, bo pa seveda potrebno razmisliti tudi o drugih ukrepih, ki bodo morali urejati nadaljnje poslovanje naših strank. In ravno o tem bomo tudi spregovorili, zdaj pa gremo kar k prvemu vprašanju, ki ga zastavlja Igor, in sicer, da lahko pričakujemo veliko plačilno nedisciplino že konec tega meseca. Številni so že sporočili svojim poslovnim partnerjem, pravi, da ne bodo plačali, naj ne pričakujejo plačil. Torej, ali so kakšni ukrepi nanašajo že v prvem paketu na to, oziroma ali lahko pričakujemo kakšne ukrepe v zvezi s tem tudi v naslednjem paketu? Morda, Simon, k tebi. Ja, zdaj, seveda prvi sklop ukrepov ne vsebuje tistih, ki bi bili na voljo strankam tako na hitro pri pogodbenih razmerjih, ki jih imajo. Ob tem se vseeno lahko stranke usmerijo na splošna načela našega obligacijskega prava, na posamezne določbe, ki jim vseeno nudijo določeno varstvo. Tle je
potrebno omeniti institut spremenjenih okoliščin, nezmožnosti izpolnitve, načelo enakosti dajatev. Tako da v tem trenutku je potrebno, da so stranke pri pristopu reševanja teh težav dovolj kreativne. Pričakujemo pa, da bo vlada v drugem sklopu in pa v nadaljnjih sklopih ukrepov bila tudi glede teh vprašanj bolj konkretna. Tukaj bi želela, Nena, kar dopolniti MČM, tvoja komisija in finančna komisija, kot si že povedala, bomo seveda poskušali biti konstruktiven partner v spremembah in v dialogu in seveda bomo na vlado že naslovili tudi nekatere nove predloge oziroma priporočila. Tako da sploh, kar se tiče likvidnosti, je to tisto, ki se vsi zavedamo, da tukaj veljajo verjetno največje težave. Bi te prosila, kakšen je pogled komisije oziroma na kakšen način se bo tukaj MČM odzval s predlogi? Torej, Ajša, kot si pravilno ugotovila, komisiji v obeh komisijah smo ponovno obravnavali tudi predvidene ukrepe za mega korona zakon številka 2, ki bi naj bil sprejet najkasneje do konca meseca in je pretežno usmerjen v reševanje oziroma v pomoč reševanja likvidnostnih težav gospodarstva. Mi ocenjujemo, da je to seveda likvidnost absolutno najpomembnejša. Če lahko dodam k prejšnjemu vprašanju plačilne nediscipline, nekaj ukrepov je vlada oziroma državni zbor že potrdil, kot so recimo krajši plačilni roki državnih organov. To bo na nek način pomagalo, da bo vsaj država plačevala prej kot ostali, tako da ne moremo reči, da ničesar niso tudi na tem področju še naredili. Ampak, če gremo nazaj k likvidnosti, seveda država v predvidenem zakonu v sklopu teh ukrepov predvideva tisto, kar predvideva večina držav v Evropi, se pravi subvencioniranje oziroma garancije za kredite, jamstvene sheme, tudi za zavarovalnice, pri čemer mi mislimo, da bi morali še v večji meri, in to je MČM poudaril tudi na tej delovni skupini na Brdu, ki jo je sklical minister Počivalšek, da bi morali še v večji meri uporabiti tudi nepovratna sredstva, ki jih novi okvir za državne pomoči, ki jih je sprejela Evropska unija takoj na začetku pandemije, omogoča. In hkrati je to za nas priložnost, da nekaterim podjetjem pomagamo dvigniti konkurenčnost njihovo. Mi moramo to krizo videti tudi kot priložnost zase in za slovensko gospodarstvo, da izboljšamo naše poslovanje. Skratka, mislimo, da so te ukrepi dobri, ki jih predvideva, želim si, da bi jih sprejeli čim prej, da bi podelitve teh kreditov, garancij, jamstvenih shem bile čim hitreje uveljavljene. Seveda ne smemo pozabiti, da bomo mi na te državne pomoči oziroma te ukrepe potrebovali še soglasje iz Bruslja, ampak kot vidimo v primerih drugih držav, to poteka zelo hitro. Hkrati pa menimo, da bi država že zdaj morala razmišljati o dolgoročnem razvoju Slovenije in že pri sedanjih ukrepih razmišljati o tem, kam pravzaprav želimo. Saj morda se to sliši nekoliko darvinistično, ampak Slovenija vseh verjetno podjetjih, predvsem malih in srednjih, ne bomo mogli rešiti. Ta kriza bo seveda tiste družbe, tista podjetja, ki so se že doslej srečevala s težavami, je vprašanje, ali bomo lahko vsa podjetja rešili. Zato pa si moramo prizadevati, da rešimo velika podjetja, ker le vendarle dajejo delo velikemu številu, ne samo neposredno, ampak tudi podizvajalcem in pa predvsem izvoznike, ki predstavljajo en velik del slovenskega GDP-ja. Hkrati pa smo predlagali, ko govorimo o nadaljnjem dolgoročnem razvoju Slovenije, da bodo zelo pomembne nove investicije. Zato bi morala že zdaj država razmišljati o tem, kako slovensko okolje narediti čim bolj privlačno za investitorje. Ne samo tuje, tudi za domače. Investicije bodo še kako pomembne po okrevanju slovenskega, za pravo rast bodo investicije še kako pomembne. In cel svet bo tekmoval
vsi investitorji, tisti, ki danes imajo denar, bodo lahko izbirali tarče po celem svetu, v vseh državah. In tista država, ki bo pri tem bolj uspešna, ki bo imela bolj prijazno, manj birokratsko poslovno okolje, bo tudi lažje pridobila nove investicije, ki bodo seveda lahko spodbudile rast. Tukaj Simon, tukaj imaš ti kar nekaj izkušenj tudi z investitorji oziroma veliko dela z njimi, zato bi moje vprašanje bo tokrat sestavljeno iz dveh, in sicer prvo, Rok je Nena omenila potrebo po hitrih ukrepanjih, po hitri uveljavitvi ukrepov in seveda tudi tukaj smo odvisni od Evropske unije. Tako da tukaj me zanima, kako vidiš, na kakšen način in kako hitro bodo ukrepi uvedeni, obstajajo določeni zakonski roki, se jih je možno tudi nekako pohitriti in seveda ali podjetja lahko tako hitro sledijo oziroma ali lahko na nek način pridobivajo te bonitete in tudi pomoč tako hitro. In seveda druga stvar, ki jo poudarja Nena in ki je za nas zelo pomembna, investicije. AmCham se je vedno prizadeval, da bi bilo tako za slovenske kot za tuje investitorje, da bi bile enake spodbude. Tukaj nas zanima, ali meniš, da je ta kriza priložnost za boljše okolje tudi za investitorje, kar se tiče vseh ovir, na katere vedno opozarjamo. Kar si glede prvega vprašanja, seveda zdaj če se nanašamo na mega zakon, ki je bil objavljen 10. zakon je stopil v veljavo naslednji dan, tako da glede sprejemanja predpisov, mislim, da je pač pristop prav, predpisi hitro stopijo v veljavo. Seveda je vprašanje, kako sledi tem ukrepom potem praksa, se pravi delovanje posameznih organov, ki so operativno pristojni za uveljavitev teh ukrepov. Tle je potrebno povedati, da na začetku, seveda pri sprejetju prvega sklopa se je pojavilo kar nekaj težav pri oddaji vlog. Stranke niso bile seznanjene, na kak način je potrebno vlogo oddajati, kaj je potrebno v vlogah navajati. Tako da tle seveda predvsem manjše gospodarske družbe potrebujejo kar dosti pomoči in pa dodatnih pojasnil. Zdaj, to je seveda generalno težava sprejemanja novih predpisov. Potrebno je povedati, da tudi sicer, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu, je vedno izziv sprejeti zakonodajo, ki posega v neke temeljne procese, uveljavljene procese gospodarstva. Pri temu bi omenil, da so tuje države, predvsem nekatere tuje države, pa morda Nizozemsko, ko jo bolj poznam, pri temu bolj spretne, saj že v času sprejemanja predlogov zakonov vključijo širšo javnost, predvsem vključijo gospodarstvenike, vključijo odvetnike, vključijo strokovnjake z univerz. Skratka, pred samim sprejetjem zagotovijo dovolj široko obravnavo, da se lahko predvidijo učinki predpisov, ki se sprejemajo, in pa tudi posledice. Seveda, v konkretnem primeru to ne pride v poštev, zato ker je potrebno te ukrepe sprejeti hitro. Vseeno bi pa morda bilo za razmisliti, ali se lahko oblikujejo skupine predstavnikov gospodarstva, sodnikov, pravnikov, tudi prebivalstva, ki bi lahko pomagale vladi pri oblikovanju priporočil. Simon, če dovoliš, te bom tukaj za trenutek prekinila in se bom usmerila k Neni, predvsem s tem, da vendarle vidimo določeno spremembo pri tokratnem sprejemanju ukrepov, kajti prav to vrstne skupine na nek način so bile oblikovane, tudi povabljena različna poslovna združenja in tudi posamezniki, tudi Lahovnikova skupina, ne nazadnje. Tako da, Nena, morda tvoj vtis, bila si zraven na Brdu, veš, kako je potekalo, se ti zdi, da je bilo tega dialoga dovolj in da smo tokrat vendarle drugače pristopili? Ja, Ajša, v celoti se strinjam s tabo, da tokrat pristopamo drugače. Kot rečeno, minister za gospodarstvo, ki vodi delovno skupino za področje gospodarstva in kmetijstva, ne vem, zakaj so ti dve področji združili, ampak tako je,
Aktivno sodeluje s predstavniki zbornic v Sloveniji, predvsem seveda gospodarska, obrtna, turistično-gostinska, kmetijska, potem tudi Slovenski poslovni klub in povabljen je bil tudi MČEM, kjer smo lahko izrazili na eni strani pripombe na prvi paket in predlagali, kako prvi paket izboljšati in popraviti, in seveda že vnaprej povedali, kaj pričakujemo pri naslednjem, se pravi mega zakonu 2. To je po moji oceni prvi tak primer, ki vključuje širšo zainteresirano javnost. Seveda, ne moramo pa mimo tega, da nimamo veliko časa. Zdaj ni čas za dolge razprave, za vključevanje velikega števila zainteresiranih ali skupin, ali predstavnik, ali podjetij. Mislim, da je zdaj ta trenutek najpomembnejša ta hitrost, da se ukrepi hitro sprejmejo in hitro uveljavijo, da bodo podjetja lahko sploh preživela. Drugače pa je to sigurno prvi tak primer, ko vsaj jaz ga ne poznam, sicer to, kar je Simon omenil na začetku, da bi bilo prav, res je, saj tudi slovenska vlada, mislim, da že 20 let, vsaj še v času, ko jaz sem na tem nekaj delala, v tistem času, ko sem bila v vladi, smo sprejeli neka navodila, ki zahtevajo, da bi morali pri vsaki pripravi zakona se vnaprej oceniti posledice uvajanja zakona. Žal se to seveda dela, bi rekla, bolj formalistično, ne pa praktično, zato imamo tudi toliko sprememb zakonov, potem ko je zakon že sprejet. Hvala. Simon, oprosti, sem te prekinila, ampak se mi je res zdelo pomembno, da poudarimo, da vendarle gre opaziti, da je tokrat nekoliko drugače, saj jaz lahko govorim za zadnjih 10 let, ko pač MČEM aktivno sodeluje in poskuša biti partner pri dialogu. Seveda smo pogosto se pogovarjali z ministri, z ministrstvi, kaj bi bili lahko naši predlogi oziroma predlogi komisij, pa vendarle sistemsko gledano se mi pa zdi, da je tokrat neka razlika je. Zdaj pa nazaj k tebi in na drugi del vprašanja. Ja, absolutno. Sej tudi sam to ugotavljam in se s tem absolutno strinjam. V bistvu se je komentar nanašal bolj na tista področja, ki jih s predpisi ne bo mogoče spremeniti. Vemo, da posegi v temeljne predpise so zelo zahtevni. Tudi pravilno je, da se določene zadeve, da so v diskusiji dlje časa, in v tem delu morda velja razmisliti o tem, da če ni možno določenih elementov, določenih področij urediti z zakonom, da morda lahko pomagajo pri tem priporočila, neke smernice, ki bodo dale potem tudi navodila strankam, kako ravnati v določenih primerih. Ajča, če dovoliš, bi jaz tukaj še nekaj dodala. Predlog MČEM-a med drugim je bil tudi ta, da bi Ministrstvo za gospodarstvo pri uveljavljanju teh ukrepov imelo nekaj svobode. Ker vse veste, zakon oziroma oba zakona, mega zakona, ne bosta mogla pokriti vseh primerov iz prakse in bodo lahko nekatere dejavnosti, nekatera podjetja zaradi manjšega odstopanja od zahtev, ki jih zakoni določajo, izpadla iz pomoči, hkrati pa pomoč nujno rabijo. Zato smo predlagali, da bi se Ministrstvu za gospodarstvo dalo neke vrste pooblastilo z nekim, da v kakšnih posebnih primerih odloča tudi samo in ponudi pomoč tistim, ki pomoč resnično potrebujejo. To se mi zdi zelo pomembna dodatek. Ja. Morda tukaj je ravno vprašanje, ko govorimo o pomoči, seveda tudi vprašanje Evropske unije in dokam lahko gremo, kot je Nena že povedala, seveda so stvari zdaj spremenjene, pa vendarle bi rada vprašala na temo Evropske unije in pravil, ki veljajo. Se vam zdi, da Evropska unija kot taka ustrezno reagira, ali smo preveč postali vsak samo za svojo skupnost, za svojo državo? To je običajen verjeten odziv, ko te strah se obrneš navznotraj, pa vendarle, ali ustrezno, ko gledamo seveda tudi pravno in seveda z vsemi ukrepi, ki se predlagajo, deluje Evropska unija, in ali se jo zavedamo dovolj? Ali dovolj vemo, da smo del širše skupnosti? Nena, kaj meniš?
Ja, jaz sem en zelo velik podpornik močne Evropske unije in nikakor si ne želim, da bi zdaj zaradi pandemije, ki smo ji pač priča ne samo v Evropi, ampak po celem svetu, ogrozili vrednote, ogrozili življenje v skupni Evropi. To se mi zdi, da bi bilo zelo narobe. To se mi zdi, da kam bi nas pa to privedlo? Mislim, kateri del sveta pa je boljši kot je Evropska unija in vrednote in skrb za človeka, človekove pravice, demokracija, socialne države. Mislim, kje pa so rešitve? So rešitve v totalitarnih režimih? Niso. Zato se mi zdi, da ni prav, da ta trenutek tako zelo kritiziramo Evropsko unijo. Vsi smo se, ne samo Evropska unija, posamezne države, lokalne skupnosti, smo se znašli pred neznanim. Koronavirus je nas vse presenetil in morda Evropa tudi mogoče ne reagira pravilno, ni bila dovolj pripravljena, ampak saj tudi v državah nismo bili pripravljeni. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija ni bila pripravljena. Zato je bolje, da zdaj ne kritiziramo Evropske unije, da jo skušamo popraviti, pripraviti predloge, kako izboljšati tisto, kar smo videli, da zdaj v teh trenutkih, v teh dneh, mesecih, tednih ne deluje. Seveda ne smemo pozabiti, da je Evropska unija takoj sprejela spremembe pravil o dodelitvi državnih pomoči, da jih je precej omilila in s tem seveda neposredno pomagala državam, ki lahko na ta način pomagajo svojemu gospodarstvu. Seveda, na področju zdravstva pa Evropska unija itak nima nekih posebnih pravil. Morda je to zdaj trenutek, da razmislimo, kaj je treba na nivoju Evropske unije spremeniti. In Slovenija bo naslednje leto predsedovala Evropski uniji, že zdaj se lahko začnemo pripravljati na tisto obdobje, da bomo lahko določene spremembe uvedli. Veste, saj smo hecni v državah. Na eni strani bi radi takrat, ko je kriza, da Evropska unija reagira in ponudi čarobno paličico, na drugi strani pa se bojimo na nek način svojo suverenost prenesti na inštitucije v Bruslju. Moramo se odločiti, kaj hočemo. Simon, tukaj je predvsem z vidika tudi gospodarstva in predpisov odprtosti meja za slovensko gospodarstvo, ki je izvozno usmerjeno, ključnega pomena, da ostanemo verjetno v večjih, močnejših integracijah. Kaj je tisto, kar te v zdajšnjem trenutku skrbi in kaj meniš, da je dobro? Vidimo, da tudi določene države, ki so članice Evropske unije, nekako zapirajo trge in razmišljajo o tem, da recimo ne bi dobavljale druge medicinske opreme in tako dalje. Kaj z vidika, pravnega vidika vidiš kot tisto, kar nas more skrbeti? Če še sam dokončam tisto prejšnjo vprašanje glede investicij. Menim, da je trenutno obdobje lahko lepa priložnost tudi za Slovenijo, da hitro sprejme ukrepe, ki bodo učinkoviti, ki bodo pozitivni tudi za tuje investitorje. Treba je vedeti, da vsaka takšna kriza, bodisi globalna, bodisi regionalna, vedno ponuja nove priložnosti. In jaz mislim, da prednost Slovenije vsekakor mora biti to, da gre za majhen trg, da gre za majhno skupnost, da se lahko ukrepi hitro implementirajo in pa da tudi zgodovinsko gledano smo znali izkoristiti tiste prilike, ki so nam bile tudi geostrateško dane. Tako da to se mi vsekakor zdi tudi lepa priložnost, ta kriza. Kar se tiče same Evropske unije, zdaj organi Evropske unije vsekakor niso tisti, ki bi lahko na hitro sprejeli ukrepe, ki bi jih na to države članice implementirale v kratkem roku. Vseeno pa jaz mislim, da so organi prispevali k temu, da države članice opozorijo na bistvene vrednote, na bistvene elemente. Recimo pred kratkim je Svet Evrope izdal dokument, v katerem je opozoril, da je potrebno spoštovati načelo legalitete. Seveda tudi v teh izrednih razmerah mora prevladati vladavina prava. Opozoril je, da naj bodo ti ukrepi ozki, da naj bodo časovno omejeni, opozoril je na sorazmernost ukrepov. Tako da jaz mislim, da v
vlogi so tudi organi Evropske unije naredili tisto, kar so lahko. Kaj me skrbi? Seveda skrbi me, da bodo večje države članice sprejemale ukrepe, ki bodo negativno vplivale na manjše, predvsem na tiste, ki so izvozno orientirane, ampak vseeno upam in si želim, da ko se bodo ukrepi zrahljali, ko bo možno dati neko oceno posledic te epidemije, da bodo tudi ta retorika postala manj ostra in da bodo spet prevladala tista splošna temeljna načela, na katerih v bistvu temelji Evropska unija. In tukaj bi se vendarle še nekoliko ustavila. Hvala, Simon. Verjetno je pomembno, da tudi manjše države, kot je Slovenija, veliko govorimo o tem, kot si rekla Nena, potrebno tudi nekako usmerjati in si želeti biti aktiven del Evropske unije. Zato je pomembno, da ne pozabimo kot manjše države na to, da je treba opozarjati. Bi se pa dotaknila, Nena, še nazaj konkretnih ukrepov, ki jih predlagamo za priložnost, kot je poudaril tudi Simon, trenutne situacije, da bi lahko dobili več investitorjev. Katere so tiste stvari, na katere ste opozorili tudi v Komisiji za spodbujanje investicij? Torej, če govorimo o privabljanju tujih investicij, absolutno pač bolj prijazno poslovno okolje, čim manj administrativnih ovir. Na tem področju smo še posebej opozorili, da je ta trenutek zelo pomembno, da država pohiti tudi za izdajo gradbenih dovoljenj. Ta trenutek se je namreč vse ustavilo in če bi država pohitela z gradbenimi dovoljenji, bi imeli vsaj možnost, da gradbena podjetja delajo. Omenili smo tudi na zelo pomemben vidik delovanja sodstva, o tem bi verjetno Simon lahko kaj več rekel. Če investitorji ne zaupajo sodstvu, se takih držav raje izogibajo. Poenostavitev vseh postopkov, tudi za pridobivanje delovnih dovoljenj, morda tudi državljanstev, skratka, ves ta sklop je ta trenutek za pridobivanje tujih investitorjev zelo pomemben, zaupanje v državo in sicer na splošno. Investitorji bodo zelo ocenjevali, kako je Slovenija ta trenutek obravnavala podjetja, kakšno pomoč jim je nudila in če bodo na tej podlagi ugotavljali, da smo prijazni, da smo učinkoviti, da smo hitri, da vse subjekte obravnavamo enakopravno, tuje in domače, državne in zasebne, potem ima seveda Slovenija veliko več možnosti, da bo privabila več investitorjev. Simon, morda še tvoj dodatek in vprašanje, seveda tudi kar se tiče sodišč. Zaupanje je še kako pomembno, vedno tudi opozarjamo, da mora država zaupati podjetjem in državljanom, ampak tukaj pa vprašanje sodišč in zaupanja podjetij in državljanov do države. Ja, torej, najprej glede prvega dela, vsekakor se strinjam, postopke je potrebno poenostaviti, država mora pospeševati investicije, država mora podpirati nove projekte in eno izmed težav vsekakor predstavlja sprejemanje oziroma gradbeni postopki kot taki. Mi imamo ogromno vprašanj tujih investitorjev, tujih odvetniških družb, vezanih na postopke izdajo gradbenih dovoljenj. In žalostjo ugotavljam, da večina večjih investitorjev, ki želi imeti seveda neko varno investicijo in pa ki tudi odgovarja do svojih vlagateljev, se ne odloči za investicijo v Slovenijo, ker so ti postopki predolgi. Tako da tle se absolutno strinjam s tem, da bi bilo potrebno te postopke poenostaviti, pohitriti, narediti bolj učinkovite in s tem bo Slovenija pridobila ogromno nekih tujih investitorjev. Vprašanje sodstva, seveda za vsakega investitorja je to vprašanje izredno pomembno. Že v preteklosti so se investitorji in pa tudi večje družbe odločile na podlagi tega, kakšno sodstvo ima katera izmed držav, predvsem v tem delu Evrope. Zdaj, vprašanje vezano na trenutno delovanje sodišč in pa težave vezane na to. Seveda z vidika odvetništva
trenutno nedelovanje sodišč oziroma delovanje zgolj v nujnih zadevah predstavlja veliko težavo. Predsednik odvetniške zbornice, gospod Roman Završek, je pred dnevi opozoril in tudi postregel številkami, na podlagi katerih je ugotoviti, da kar 80% odvetnikov je vezanih na zadeve na sodiščih. Torej, trenutno nedelovanje sodišč seveda posredno zelo vpliva na odvetnike. Tako da zdaj, v tem delu seveda naletimo na težavo, da trenutni predpisi, takšni kot so, tudi sodstvu ne omogočajo, da bi poslovalo elektronsko, da bi uporabljali informacijski sistem, da bi obravnave potekale virtualno. Seveda pa velja razmisliti, ali je možno v drugem sklopu teh ukrepov sprejeti ukrepe, ki bodo sodišču to omogočili. Mislim, da velike revolucije ni mogoče pričakovati. Vseeno pa bi bilo za razmisliti, ali lahko sodišča preko varnih elektronskih predalov, ki jih odvetniki imamo, ali bi lahko sodišča opravljala vročitve sodnih pisanj in na ta način vseeno dale nekaj dela odvetnikom, hkrati pa razbremenile tako sodstvo kot odvetnike za obdobje po prenehanju teh ukrepov. Zdaj, samo če še eno v bistvu skrb dodam, z ukrepom je predvideno, da bi lahko ta trajal do 1.7. 15.7., se pravi 15. julija, se začnejo sodne počitnice, ki trajajo do 15. avgusta. Seveda, če bo temu tako, potem pred koncem avgustom sodišča ne bodo začela delati v polni meri. Zdaj, ne predstavlja to izključno težave odvetnikov, vsekakor ne. Potrebno omeniti, da veliko nevšečnosti to predstavlja seveda državljanom. Med nujnimi zadevami tudi ni stečajnih postopkov, kar predstavlja izredno breme tako za upnike kot za dolžnike. Za upnike seveda na eni strani, ker ne morejo priti do poplačila, že tako so upniki v stečajnih postopkih v težkem položaju, ker so poplačila zelo nizka. No, na drugi strani pa tudi dolžniki, ki so morda tik pred tem, da se razbremenijo obveznosti po davčni zakonodaji, seveda zaradi nedelovanja sodišča do tega ne more priti in so še naprej v neki negotovosti do trenutka, ko bodo sodišča spet začela. Simon, klic, ki ga zdaj le slišimo, je seveda k temu, da bi se vendarle razbremenilo oziroma da bi se na nek način poskušalo tudi v danih razmerah uvesti nazaj delovanje sodišč. Prosila pa jo bom za kratka odgovora na dve vprašanje, ki smo jih dobili. Artjom najprej sprašuje, ali je potrebno določene ukrepe usklajevati tudi z Evropsko komisijo. Verjetno nekaj je, morda Simon tebi ali pa Nena začneš ti. Ne, treba je pač, kar se državnih pomoči tiče, je potrebno dobiti soglasje iz Bruslja. Ampak kot rečeno, ker je Bruselj spremenil pravila, je temporary framework sprejel, ki precej olajšuje te državne pomoči, tudi ni bojazni. Vsi primeri v Nemčiji, Avstriji, nekatere države so to soglasje iz Bruslja že dobile, kažejo na to, da so res zelo relaksirana zdaj ta pravila glede državnih pomoči. Tukaj je še komentar Jake, ki pravi, da se včasih obnašamo bolj papeško od papeža v zvezi z sodišči in njihovim delovanjem. Še enkrat torej poziv, da vendarle se tudi tovrstni ukrepi spremenijo. In pa vprašanje Žana, ki pravi, kaj menite o tem, da v bistvu v nekaterih državah denar dobijo naprej, skratka ne gre za povračila, navaja Nemčijo, Združene države in tako naprej. Ali menite, da bi bil tak način in s tem tudi večje zaupanje boljši, ali je vendarle bolje, da gre za povračila? Na kratko Nena in potem Simon. Pa mislim, da so že zdaj predvideni, Simon popravi me, da so že zdaj predlagani vsaj, da podjetjem ni treba recimo prispevkov plačati, ampak bo to šlo direktno iz proračuna.
Tako da mislim, da je nekaj tega že zdaj predvideno v spremembah PKP1. Ja, res je, taki ukrepi v tem delu so že predvideni. Seveda je pa vedno vprašanje, kateri so tisti ukrepi, ki so pravilni, ki so najbolj učinkoviti, ki kljub temu stimulirajo gospodarstvo in pa tudi prebivalstvo, da skušajo sami poskrbeti zase. Tako da težko je generalno komentirati, kateri je tisti ukrep, ki je najbolj učinkovit. Tukaj bi bilo potrebno dodati še nekaj, na kar Nena ti vedno opozarjaš, in sicer uspešna podjetja. Tudi Simon je nekako že rekel, da zdaj ne bi bilo prav, da dvignemo roke in čakamo, kaj bo naredila država, kajti zavedati se je potrebno, da to ni malha brez dna, ampak biti proaktiven. Zato morda še vprašanje zate, Nena, kako je pa z uspešnimi podjetji, kako stimulirati uspešna podjetja, da bodo še naprej uspešne in da tudi strateško gledajo dalje? Ja, Ajša, zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da večina uspešnih podjetij ne bo, ali pa vsaj v preteklosti ni, pa tudi zdaj ne pričakuje velike pomoči od države. Sedanja situacija je lahko nekoliko drugačna, lahko da bodo tudi velika uspešna podjetja potrebovala pomoč države v drugi fazi, ne nujno zdaj, v fazi po prvem koronskem zakonu, se pravi reševanje zaposlenih, čakanje na delo, prispevkov, in je pričakovati, da se bodo pa vključila v drugi fazi, v likvidnostno reševanje, in jaz upam, da bodo tudi prioritetno jim nudena pomoč. Se mi zdi zelo pomembno, če hočemo ohraniti vitalno slovensko gospodarstvo, da se uspešnim podjetjem res pomaga, če bodo to pomoč potrebovala. AmCham tudi zelo zagovarja javno-zasebna partnerstva. To je nekaj, kar tudi tvoja komisija velikokrat poudari, da se vendarle ne bojimo zasebnih vlagateljev, tudi ko govorimo o infrastrukturi. Morda še vprašanje v zvezi s tem, Nena? No, mi smo poleg pomena investicij domačih in tujih izpostavili še nekatere druge modele pri nadaljnjem spodbujanju, ker če rečemo, da je bil prvi paket nekako gašenje požara in je zdaj nekako recimo pomoč za zagon, bo sledila tista tretja faza, ko bomo rabili nove investicije, da bo gospodarstvo lahko cvetelo. In poleg novih investicij smo opozorili vsaj še na dve področji, ki se nam zdita zelo pomembni. Eno so javno-zasebna partnerstva, ne smemo se jih bati, seveda moramo razviti z veliko znanja prave modele javno-zasebnega partnerstva. Država enostavno, ker kot rečeno, proračun ni malha brez dna, ne bo mogla vsega sama investirati. In investicije v velike infrastrukturne projekte so sigurno tiste, ki lahko pomagajo ponovno k večji rasti gospodarstva. Ker ne bomo tega mogli sami, predlagamo, da se upošteva v večji meri javno-zasebno partnerstvo. In seveda tretje področje, ki smo ga tudi predlagali državi, državljani imamo v bankah okoli 20 milijard evrov prihrankov. Zakaj ne teh prihrankov vložiti v nekaj bolj smiselnega? In ne vem, lokalne skupnosti, država izdati obveznice z nekim fiksnim donosom, seveda, in s tem denarjem financirati lokalne in državne, regionalne infrastrukturne projekte. Upam, da nam bo država prisluhnila, hkrati pa smo v našem pismu opozorili državi, vladi še na dve področji, ki se nam zdita pomembni. Eno je seveda nasploh prestrukturiranje podjetij. Zdaj je pravi trenutek, da uvedemo več digitalizacije, kot se je zdaj pokazalo, je ta še kako pomembna in nekatera podjetja so se pri tem hitro znašla. Nove tehnologije in drugo področje, ki smo ga tudi posebej izpostavili, so pa talenti, kjer pa je AmCham itak že vsa leta zelo aktiven. In sploh smo ponudili državi na vseh teh področjih našo pomoč in sodelovanje. Nena, najlepša hvala za tvoje res veliko delo zdaj v teh časih in proaktivnost tudi v dialogu. To je tudi namen AmChama, da smo proaktivni in da poskušamo res s pravimi ukrepi pomagati. Za konec morda še Simon, kaj je tisto, kar bi ti želel opozoriti z vidika pravniške stroke, državo, kaj je ključno zdaj v naslednjih 3 in potem 6 mesecih? Zdaj, jaz menim, da ti ukrepi, ki morajo biti sprejeti, seveda morajo biti takšni, da bodo
da bodo hitri, da bodo učinkoviti, da bodo gospodarstvu in pa tudi prebivalstvu čim prej omogočili, da se vrne v nek normalen tek. Kar se tiče samih predpisov, bi si seveda želel, da se v ospredje postavi tiste najšibkejše. Seveda, poleg tega, kar je bilo povedano, da je potrebno spodbujati velike investicije, velike projekte, nujno je potrebno urediti vprašanje najemnin, ki mislim, da se dotikajo tako gospodarstvenikov kot prebivalcev. Potrebno je urediti vprašanje delovanja sodišč, nekaj tistih ukrepov tudi na delovnopravnem področju, ki bi lahko delodajalcem omogočali še bolj učinkovito delovanje. Tle morda za razmisliti o skrajšanem delovnem času, ki ga številni delodajalci zelo pogrešajo. Nekaj pa tudi področji, ki so bolj kompleksne. To je vprašanje insolvence, vprašanje korporacijskega prava, je seveda tudi izvedba skupščin. Prihajamo v obdobje, ko bodo podjetja imela letne skupščine. Glede na trenutno zakonodajo je lahko skupščina preko elektronskih medijev upravljanja le v primeru, da statut družbe to ureja. Torej, so področja, na katerih lahko zakonodajalec in pa vlada še bistveno izboljšata položaje družb. Tukaj res na tem mestu hvala obema, Nina, Simon. Lahko bi še govorili, veliko je še tega, kar je potrebno opozoriti. Seveda upamo, da bo vlada in Državni zbor k temu prisluhnil. Mi se bomo trudili, da bomo proaktivni in seveda konstruktivni z našimi predlogi. Ob koncu še to, kar nam sporoča tudi Igor, da je digitalna transformacija javne uprave in njenih storitev prepočasna, da je to pogosto velika ovira za tudi gospodarstvo in seveda, da si želimo, da bi bili bolj odprti in manj administrativnih ovir. Ob tem pa moja velika zahvala ne le današnjima gostoma, ampak seveda tudi vsem patron članom, vsem članom MČM-a za vašo proaktivnost, pa seveda za podporo, ki nam jo dajete. Jutri se bomo pogovarjali z dr. Iztok Seljakom in z magistrom Matjažem Filipčičem. Gre pa za pogled investitorja in pogled gospodarstvenika na trenutne razmere. Do takrat pa naj vas tudi snežne kaplje ali snežinke ne spravijo v slabo voljo, pazite nase in ostranite zdravi.